Ko je aprila 1945 postalo jasno, da bo nacistična Nemčija poražena, z vzhoda se je približevala sovjetska Rdeča armada. Z zahoda pa so hitro napredovali vojaki Združenih držav Amerike, Britanije in drugih zavezniških držav. Nemčija je bila zdaj ujeta med dvema frontama, a čeprav skoraj ni bilo več upanja za zmago, Adolf Hitler se še vedno ni želel predati. Skril se je v svoj bunker pod Berlinom in ukazal braniti prestolnico do zadnjega vojaka. Tukaj se je začela zadnja velika bitka druge svetovne vojne v Evropi, bitka za Berlin. Nekaj let prej je bila situacija ravno nasprotna. Leta 1941 je nemška vojska napadla Sovjetsko zvezo. Milijoni nemških vojakov so napredovali proti vzhodu in prišli celo blizu Moskve. Zavzeli so številna mesta in obsežna območja sovjetskega ozemlja. Vendar pa Sovjetske zveze niso dokončno premagali. Po nekaj letih izjemno hudih bojev je Rdeča armada postopoma potiskala Nemce nazaj. Od Moskve, Stalingrada, Ukrajine, Belorusije in Poljske je bila nemška vojska prisiljena umikati se, dokler vojna ni prišla neposredno v Nemčijo. Januarja 1945 so sovjetske sile dosegle reko Odro. Ta reka je bila pomembna, ker je predstavljala zadnjo veliko oviro pred Berlinom, prestolnico nacistične Nemčije. Na nekaterih delih fronte so bili sovjetski vojaki od prestolnice oddaljeni le še približno 60 km. Pri takšni razdalji so bili že zelo blizu. Kljub temu Rdeča armada ni takoj napadla, čeprav je bil Berlin že blizu. Veliko sovjetskih vojakov je bilo namreč izčrpanih. Več mesecev so namreč skoraj neprestano marširali in se borili. Na frontno črto je bilo treba dostaviti tudi hrano, strelivo, gorivo, zdravila, artilerijske granate in rezervne dele za vozila. Zato milijoni vojakov niso mogli kar tako napasti brez zadostnih zalog. Sovjetski poveljniki so morali najprej zagotoviti tudi varnost svojih bokov. Če bi takoj napredovali proti Berlinu, medtem ko so na severu in jugu še vedno močne nemške enote, bi lahko napadli zaledje njihove vojske in prekinili njihove oskrbovalne linije. Zaradi tega se je veliko napredovanje začasno ustavilo, medtem ko so pripravljali naslednjo operacijo. Po prvotnem načrtu bi se lahko začel končni napad na Berlin. Toda sovjetski voditelj Josif Stalin je bil zaskrbljen. Medtem ko je Rdeča armada nameščena ob reki Odri, so zahodni zavezniki hitro napredovali z druge strani Nemčije. Prečkali so reko Ren in številni nemški obrambni položaji na zahodu so že padali. Stalin se je bal, da bi lahko zahodni zavezniki prišli prvi. Ameriška in britanska vojska bi lahko v Berlin prispela prva. Mesto ni bilo le preprost vojaški cilj, Berlin je bil prestolnica nacistične vlade, tam so bile pomembne stavbe režima, središče moči Adolfa Hitlerja in kraj, kjer se je skrival. Kdor bo prvi zavzel Berlin, bo dosegel tudi veliko simbolično zmago. To bo svetu pokazalo, kdo je zares strl številne nemške obrambne položaje. To bo svetu pokazalo, kdo je zares strl središče nacistov. Zavezniški poveljnik general Dwight Eisenhower je tudi povedal, da Berlin ni bila glavna tarča zahodnih zaveznikov. Zanj je bilo pomembneje uničiti preostale nemške sile in se izogniti velikemu številu žrtev v silovitem boju znotraj mesta. Vendar Stalin tej razlagi ni popolnoma zaupal, zato je ukazal, naj se velika ofenziva začne takoj. Namesto da bi počakali do maja, so operacijo določili na 16. april 1945. Za osvojitev Berlina je Sovjetska zveza uporabila 3 velike vojske, ki so jih imenovali fronte. Ena fronta je bila sestavljena iz več armad, vključno s pehoto, tanki, artilerijo, inženirci, letali in drugimi podpornimi enotami. Največja sila je bila prva beloruska fronta, ki jo je vodil maršal Georgij Žukov. Žukov je bil eden najbolj znanih sovjetskih poveljnikov med vojno. Veliko vlogo je imel pri obrambi Moskve in pri drugih velikih operacijah proti nemškemu Berlinu. Njegove sile bodo morale prevzeti najtežji del napada. Od reke Odre bodo morali prebiti nemško obrambo na Zelovskih višinah. Nato bodo sledili glavni cesti proti Berlinu in naravnost v središče mesta. Silovske višine je vzpetina zahodno od reke Odre. Ker je to območje višje od okoliškega terena, so nemški branilci jasno videli sovjetske vojake in tanke, ki so prihajali z vzhoda. Lahko so zadeli napadalce z artilerijo, mitraljezi, minometi in protitankovskim orožjem, še preden so se ti približali. Na jugu pa je bila nameščena prva ukrajinska fronta maršala Ivana Koneva. Njegova naloga je bila prebiti nemško obrambo na reki Nisi, nato pa obiti proti jugu Berlina.
Njegov cilj je bil odrezati poti iz mesta in preprečiti nemškim okrepitvam, da bi prispele v prestolnico. Sprva ni bilo jasno, ali bo Konevova vojska dejansko vstopila v Berlin, vendar so vsi vedeli, da obstaja tekmovanje med njim in Žukovom. Oba sta si želela biti prepoznana kot poveljnika, ki bosta prva vstopila in zavzela Hitlerjevo prestolnico. Na severu je bila pripravljena druga beloruska fronta maršala Konstantina Rokossovskega. Njegov napad se bo začel nekoliko pozneje. Njegova glavna naloga je bila namreč preprečiti nemškim silam na severu, da bi se vmešavale v napredovanje Žukova. Skupaj je Sovjetska zveza pripravila izjemno velike sile za končno ofenzivo. Približno 2,5 milijona vojakov je sodelovalo v operaciji, vključno z več tisoč poljskimi vojaki, ki so se borili skupaj z Rdečo armado. Imeli so tudi več kot 6.000 tankov in samovoznih topov, več kot 40.000 topniških kosov in minometov ter na tisoče vojaških letal. Na nekaterih delih fronte so bili topovi skoraj drug ob drugem. Preden bi pehota in tanki napadli, so nameravali najprej močno bombardirati nemške položaje. Cilj je bil uničiti bunkerje, jarke, komunikacijske linije, topniške položaje in poti, ki so jih uporabljali branilci. Rdeča armada je imela veliko moč, toda to ne pomeni, da je bilo njihovo delo lahko. Mnogi njihovi vojaki so bili veterani vojne, vendar so bili tudi utrujeni. Nekateri so se borili že več let. Mnogi so videli uničenje svojih domov in smrt svojih družin, potem ko je nacistična Nemčija napadla Sovjetsko zvezo. Močna je bila njihova želja, da končajo vojno, toda priprave na končni napad so potekale prav tako hitro. Nekatere enote je bilo treba takoj premestiti, urediti in jim zagotoviti nove zaloge. Nekateri vojaki so bili brez počitka. Medtem pa nekateri poveljniki še niso popolnoma poznali ozemlja, ki ga bodo napadli. Na drugi strani so nemški poveljniki vedeli, da je zelo težko ustaviti Rdečo armado. Glavna nemška sila vzhodno od Berlina je bila armadna skupina Wisla, ki jo je vodil general Gotthard Heinrichi. Za razliko od drugih nacističnih poveljnikov, ki so slepo sledili Hitlerjevim ukazom, je bil Heinrichi znan po svoji obrambni spretnosti, ki jo je vodil general Gotthard Heinrichi, za razliko od drugih nacističnih poveljnikov. Na drugi strani je vedel, kako uporabiti teren, jarke, artilerijo in skrivališča, da je bilo zelo težko ustaviti večjega sovražnika. Na jugu so bile tudi nekatere enote armadne skupine Center pod poveljstvom feldmaršala Ferdinanda Schörnerja. Na papirju so bili glavni poveljniki, vendar je bilo Nemčiji v vsej regiji zelo težko zagotoviti dovolj vojakov. A vendar je bilo resnično stanje njihove vojske povsem drugačno. Številne nemške divizije so bile divizije le še po imenu. Primanjkovalo jim je vojakov, tankov, streliva, goriva, hrane in vozil. Nekatere močne enote Waffen-SS in Panzer so še vedno obstajale. Te enote so imele izkušene vojake in močne tanke, vendar je bilo veliko drugih njihovih enot na novo oblikovanih. Primanjkovalo jim je usposabljanja in so bili sestavljeni iz različnih enot. V obrambi je sodeloval tudi Volkssturm. To je bila milica, ki jo je oblikovala nacistična vlada v zadnjem delu vojne. Ker je Nemčiji primanjkovalo rednih vojakov, so vpoklicali moške, ki prej niso bili vključeni v vojaško službo. Mnogi med njimi so bili starejši moški. Bilo je tudi nekaj najstnikov, ki so bili skoraj še otroci in niso imeli ustreznega usposabljanja. Nekateri so dobili le puško, nekaj nabojev ali Panzerfaust, ki se uporablja proti tankom. Po kratkem usposabljanju so jih poslali na obrambne položaje, da bi se soočili z ogromno sovjetsko vojsko. Obstajale so 3 glavne. Nemčija je okoli zelovskih višin vzpostavila 3 glavne obrambne linije. Zgradili so jarke, bunkerje, minska polja, protitankovske jarke in skrite artilerijske položaje. Nekatera nižja območja v bližini reke Oder so bila poplavljena, da bi otežili prehod sovjetskim tankom in pehoti. Čeprav so bili nekateri obrambni položaji odlični, je bilo celotno nemško poveljstvo že v razsulu. Hitler je izdajal ukaze iz svojega bunkerja, čeprav ni več v celoti razumel resničnega stanja zunaj. Pogosto je prepovedoval umik, čeprav je bil ta nujen za rešitev vojakov in vzpostavitev boljše obrambe. Nemčiji je prav tako zmanjkalo dovolj goriva, da bi lahko hitro premikali svoje tanke in rezerve. Ko Rdeča armada prebije glavno obrambno linijo, je le še malo sil, ki jih lahko ustavijo, preden pridejo do Berlina. To je vedelo veliko nemških vojakov, vendar so se še naprej borili iz različnih razlogov. Nekateri so ostali zvesti Hitlerju in nacistični stranki. Drugi so se bali kazni svojih lastnih častnikov, če bi pobegnili ali se predali. Mnogi so se tudi bali prihoda Rdeče armade. Skoraj 4 leta so nacistične sile povzročale ogromno uničenje v Sovjetski zvezi. Milijoni sovjetskih civilistov in vojakov so umrli.
Veliko mest in vasi je bilo požganih ali uničenih, prišlo je tudi do množičnih usmrtitev, prisilnega dela, lakote in drugih zločinov na okupiranih območjih. Nemški vojaki so že vedeli, da so številni sovjetski vojaki zelo jezni. Bili so prestrašeni, da bo Nemčija doživela maščevanje za zločine, ki so jih nacistične sile zagrešile na vzhodu. Zato so mnogi verjeli, da morajo Rdečo armado zadržati vsaj še nekaj dni, čeprav je bil poraz skoraj neizogiben. Pred njimi so bili milijoni sovjetskih vojakov pripravljenih končati vojno, za njimi pa Berlin, zadnje središče Hitlerjeve moči. In med obema vojskama so bili Selovske višine, zadnja velika obramba, ki jo je bilo treba prebiti, preden se je dokončno odprla pot do prestolnice. In ob zori 16. aprila 1945 se je začel velik sovjetski napad na vzhodu Nemčije. Na tisoče topov in raketometov so hkrati streljali vzdolž rek Odra in Nise. Nato so bombardirali nemške jarke, bunkerje, ceste in komunikacijske linije, preden so napredovali pehota in tanki. Toda na Selovskih višinah prvi bombardiranje ni bilo popolnoma uspešno. General Gotthard Heinrich je namreč pravilno predvidel, da bo Rdeča armada kmalu napadla. Preden je večina izstrelkov padla, je umaknil nekaj nemških vojakov iz prve obrambne linije. Zaradi tega je veliko sovjetskih granat zadelo skoraj prazne položaje. Ko je bombardiranje oslabelo, so se nemški branilci vrnili na svoje položaje. Ko se je sovjetska pehota približala, so jih pričakali mitraljezi, minometi, artilerija in protitankovsko orožje. Rdeča armada je uporabila tudi velike reflektorje, da bi zaslepila Nemce, toda naokoli je bilo veliko dima, megle in prahu. Namesto da bi branilci težje videli, so se oblike nekaterih sovjetskih vojakov in vozil še bolj jasno izrisale. Tako so nemški strelci dobili lažje tarče. Teren, po katerem so napredovali, je bil prav tako zahteven. Ravnina je bila blatna in mehka, zato je moralo veliko tankov in tovornjakov voziti po redkih cestah, ki so bile uporabne. Pehota, tanki, artilerija in oskrbovalna vozila so se hitro nagnetli skupaj. Če je bilo kakšno vozilo spredaj onesposobljeno, so bila vsa vozila zadaj blokirana. Nemška artilerija je zlahka zadela dolge kolone vozil. V samo nekaj urah se je napad maršala Georgija Žukova upočasnil. Njegov prvotni načrt je bil, da bo počakal, da pehota prebije nemško linijo, preden bo poslal velike tankovske armade, toda obramba ni bila takoj prebita. Dalj časa, kot je trajala bitka, večji je bil pritisk na Žukova. Vedel je, da sile maršala Ivana Koneva na jugu napredujejo hitreje. Ker ni želel, da bi ga v Berlinu prehiteli, je ukazal, naj tanki takoj napredujejo, čeprav pot še ni bila očiščena. To je še dodatno zmedlo bojišče. Tanki so se pomešali s pehoto, ki je ležala na tleh in se skrivala pred nemškim ognjem. Nekatera vozila niso mogla napredovati, medtem ko so se druga znašla na napačni poti. A čeprav je bil prvi napad kaotičen, se Rdeča armada ni ustavila. Neprestano so pošiljali novo pehoto, tanke, artilerijo in inženirce. Ko je bila ena enota ustavljena, je nova skupina poskušala na drugem delu nemške linije. Veliko nevarnost za sovjetske tanke je predstavljal Panzerfaust. To je bilo majhno protitankovsko orožje, ki ga je lahko nosil en sam vojak. Če se je nemški borec približal boku ali zadnjemu delu tanka, ga je lahko uničil z enim strelom. Zato je morala pehota spremljati vsako skupino tankov. Vojaki so preiskovali jarke, hiše, jame in drevesa, kjer so se lahko skrivali tisti, ki so nosili Panzerfaust. 3 dni je Rdeča armada neprestano napadala, medtem ko so se sile nemških branilcev postopoma zmanjševale. Primanjkovalo jim je streliva, goriva, okrepitev in počitka. Ko je padel en obrambni položaj, ga je bilo težko ponovno zavzeti, saj je bilo njihovih rezervnih enot zelo malo. Do 19. aprila so sile Žukova prebile glavno nemško obrambo na Selovskih višinah. Cena za to je bila visoka. Tisoče vojakov z obeh strani je bilo ubitih, ranjenih ali pogrešanih v samo nekaj dneh. Do danes se podatki o natančnem številu razlikujejo, vendar je jasno, da so bile žrtve v bitki izjemno velike. Medtem ko se je Žukov mučil pri silu, je Konjevova vojska na jugu hitreje napredovala. Nekatere nemške položaje pred njim so bile šibkejše, njegov artilerijski napad pa je bil bolje organiziran, preden so vojaki prečkali reko Najse. Sovjetski inženirji so tako izgradili mostove, da so lahko pehota, tanki in oskrbovalna vozila prečkali reko. Zaradi tega so Konevove sile hitro prišle v zaledje nekaterih nemških enot. Nekateri so se umaknili brez jasnih ukazov. Nekateri so bili ločeni od svojih poveljnikov, medtem ko so se drugi predali, ker niso imeli več varne poti za umik. Ko je Stalin videl hiter napredek Koneva, mu je dovolil, da zavije proti severu, proti Berlinu.
To pomeni, da sta dve močni. Sovjetske sile so se zdaj hitro približevale mestu iz različnih smeri. Tekmovanje med Žukovom in Konevom se je še bolj zaostrilo. Oba sta si želela prva priti v središče Berlina, toda medtem ko sta pospeševala napad, so imela njuna oskrbovalna vozila težave dohajati tempo. Tanki so potrebovali stalen dotok goriva, pehota pa je potrebovala strelivo, hrano in medicinsko podporo. Če so oskrbovalna vozila zaostala, se je lahko celotna enota ustavila, tudi če ni bilo sovražnika pred njimi. Sovjetske čete so imele težave tudi z gozdovi, močvirji, majhnimi mesti in ozkimi cestami. Na teh območjih so se lahko skrivale majhne nemške skupine, včasih so pustile, da so sovjetski tanki najprej šli mimo, nato pa so napadle tovornjake in rešilce v ozadju. Zaradi tega je morala Rdeča armada pregledati vsako vas, križišče, gozd in most, ki so ga prečkali. Dne 20. aprila, prav na Hitlerjev rojstni dan, so bili že v dosegu. Ko so se reševalna vozila odprla, so začele krogle padati na osrednji del mesta. Za civiliste je postala situacija še bolj nevarna. Zračni napadi zahodnih zaveznikov, artilerija sovjetskih sil in spopadi, ki so se približevali pred mestjem, kleti stanovanjskih blokov in stavb so postale zatočišča. Tam so se družine stiskale skupaj, medtem ko se je zemlja tresla ob vsakem eksploziji. Na nekaterih območjih je primanjkovalo vode in hrane, elektrika in komunikacijske linije so bile prekinjene. Zdravniki in reševalna vozila so imeli težave priti do ranjenih, medtem je nemški poveljniški sistem skoraj povsem razpadel. Sovjetske sile so zavzele vojaški poveljniški kompleks v Winsdorfu, južno od Berlina. Nekatere nemške enote, ki so se umikale z vzhoda, so prav tako izgubile ustrezno komunikacijo. Eden od poveljnikov, ki je izgubil stik z Berlinom, je bil general Helmut Weidling. Zaradi zmede se je razširila napačna novica, da je svoje enote premestil brez dovoljenja. Izdali so celo ukaz, da ga obesijo. Weidling je šel v Hitlerjev bunker, da bi pojasnil, kaj se je zgodilo. Namesto da bi ga usmrtili, so ga celo imenovali za glavnega poveljnika obrambe Berlina. Njegova nova naloga je bila izjemno težka. Braniti je moral veliko mesto z enotami, ki jim je primanjkovalo vojakov, streliva, tankov, goriva in komunikacije. Tudi vseh branilcev ni imel popolnoma pod nadzorom. Bila je redna vojska, Waffen-SS, policija, Hitlerjeva mladina, Volkssturm in različne skupine z lastnimi poveljniki. Medtem ko zunaj vlada kaos, se razmere v Hitlerjevem bunkerju prav tako slabšajo. 22. aprila so mu sporočili, da pričakovani protinapad generala Felixa Steinerja se ni zgodil. Na zemljevidu je izgledalo, kot da ima še vedno velike vojske, ki jih lahko uporabi. Toda na pravem bojišču je bilo veliko teh enot že močno oslabljenih, razpršenih ali pa niso bile več sposobne izvesti večjega napada. Hitler se je razjezil na svoje generale. Vpil je, da ga je vojaško vodstvo razočaralo in izdalo. Sredi svoje jeze je priznal, da je vojna izgubljena, a kljub temu ni hotel odnehati. Kmalu se je vrnil k izdelavi načrtov, ki jih ni bilo več mogoče izvesti. Upal je, da bodo vojske Steinerja, Walterja Wenka in Theodorja Busseja napadle iz različnih smeri. Težava je bila v tem, da nihče od njih ni imel dovolj moči, da bi razbil veliko sovjetsko silo, ki se je približevala Berlinu. Medtem ko je Hitler ostal v bunkerju, so nekateri visoki uradniki nacistične vlade eden za drugim zapuščali mesto. Med njimi so bili Hermann Göring, Heinrich Himmler, Karl Donitz in Albert Speer. Nekateri so trdili, da imajo naloge, ki jih morajo opraviti drugje. Toda za mnoge prebivalce Berlina je bilo to jasno sporočilo. Voditelji, ki so ukazali boriti se do smrti, so bili tudi prvi, ki so se umaknili na varno. Himmler je naskrivaj poskušal stopiti v stik z zahodnimi zavezniki. Upal je, da bi se Nemčija lahko predala Britaniji in Združenim državam Amerike, medtem ko bi nadaljevali boj proti Sovjetski zvezi. Zahodni zavezniki tega niso sprejeli. Zahtevali so popolno kapitulacijo nacistične Nemčije, ne pa ločenega dogovora proti eni zavezniški državi. Medtem ko se je to dogajalo, sta se vojski Nadjukova in Koneva vse bolj približevali druga drugi, njun cilj pa je bil popolnoma obkoliti Berlin in odrezati vse glavne poti iz mesta. 24. aprila so se nekatere sovjetske enote združile na jugovzhodnem delu mesta. Hkrati je bila v Berlinu odrezana večina nemške 9. armade in nekaj enot 4. tankovske armade. Ujeti so bili v gozdovih in majhnih mestih jugovzhodno od prestolnice. To območje je postalo znano kot žep pri Halbeju. Tam niso bili ujeti le vojaki. Z njimi so bili tudi tisoči civilistov, ki so pobegnili iz svojih mest, ker so se bali, da jih bo ujela Rdeča armada. Območje, ki so ga držali Nemci, se je hitro manjšalo. Vsak dan so jih bombardirala sovjetska letala in artilerija.
Hrane, goriva in streliva je bilo malo. Veliko je bilo ranjenih, vendar je primanjkovalo zdravil in vozil, ki bi jih odpeljala ven. Hitler je generalu Busseju ukazal, naj gre v Berlin in reši mesto. Toda Busse je vedel, da to ni več mogoče. Namesto tega se je odločil pobegniti proti zahodu in poskusiti združiti sile z enotami generala Wenka. Cilj je bil priti na območje, ki ga nadzorujejo Američani. Za številne nemške vojake in civiliste je bilo bolje predati se Američanom, kot pasti v roke Sovjetom. Poskušali so prebiti sovjetske linije z uporabo preostalih oklepnih vozil na čelu. Zadaj so hodili pehota, ranjeni, begunci, starejši, ženske in otroci. Ceste skozi gozd so bile zelo ozke. Ko se je na čelo uničeno vozilo, se je celotna kolona ustavila. Ko je začelo streljati sovjetsko topništvo, so se ljudje razkropili in skrivali med drevesi. Veliko ranjenih je ostalo zadaj, ker v vozilih ni bilo več prostora. Nekatere enote so večkrat spremenile smer, ker so bile njihove poti zaprte. 28. aprila je velika skupina uspela prebiti šibek del sovjetskega obroča, vendar so morali še vedno prečkati široko območje, ki ga je nadzorovala Rdeča armada. Preden so prišli do Wenkovih sil, jih je le nekaj uspelo pobegniti. Nekateri so se rešili, veliko jih je umrlo, bilo ranjenih ali ujetih v žepu pri Halbeju. Ker so podatki različni, natančno število žrtev ni znano, vendar je to priznano kot eden najbolj krvavih delov berlinske operacije. Medtem ko se je bitka pri Halbeju nadaljevala, je Rdeča armada 25. aprila popolnoma zaprla obroč okoli Berlina. Ni bilo več nobene velike odprte poti, po kateri bi branilci lahko pobegnili ali pa bi prišle pričakovane okrepitve. Na isti dan so se sovjetska in ameriška vozila srečala, ko so hitela naprej. Blizu reke Elbe. To srečanje je bilo pomembno, saj je pokazalo, da je preostalo ozemlje nacistične Nemčije že razdeljeno. Na vzhodu je bila Rdeča armada. Na zahodu so bili Američani in druge zavezniške sile. Toda čeprav je bilo jasno, da je konec blizu, se zločini niso ustavili. Na nemški strani so nekateri pripadniki SS in vojaške policije še naprej lovili in ubijali lastne vojake, za katere so sumili, da so pobegnili, se predali ali so jih sumili izdaje. Ob cestah so puščali trupla z napisi, da je bil ubiti dezerter ali strahopetec. Namen tega je bil prestrašiti druge vojake in jih prisiliti, da ostanejo na svojih položajih. Nekateri nacistični uradniki so ubili politične zapornike in druge zapornike, preden so prišle zavezniške sile. V koncentracijskih taboriščih Sachsenhausen in Ravensbrück so pripadniki SS prisilili na 10 000 zapornikov, da so se umaknili pred prihajajočo Rdečo armado. Mnogi med njimi so bili suhi, bolni in skoraj brez moči. Prisiljeni so bili hoditi na dolge razdalje brez dovolj hrane, vode, oblačil in počitka. Tiste, ki niso mogli več slediti, so ustrelili ali jih pustili ob cesti. Veliko jih je umrlo tudi zaradi lakote, bolezni, mraza in izčrpanosti. Ti prisilni pohodi so bili imenovani pohodi smrti. SS je to storil, da bi preprečil osvoboditev zapornikov in da bi prikril nekatere dokaze o svojih zločinih. Ko so sovjetske čete aprila prispele v Sachsenhausen, so našle nekaj tisoč zapornikov, ki so bili prešibki, da bi jih vključili v pohod. Mnogi med njimi skoraj niso mogli več stati in so nujno potrebovali hrano, zdravila ter zdravniško oskrbo. Vendar tudi Rdeča armada ni bila nedolžna glede zlorab, ki so se zgodile med njenim napredovanjem po Nemčiji. Nekateri sovjetski vojaki so kradli iz hiš, trgovin, skladišč in kmetij. Jemali so hrano, oblačila, kolesa, opremo, nakit in ure. Nekateri častniki so poskušali preprečiti ropanje in druge kršitve, nekateri vojaki so bili tudi kaznovani. Vendar je bila na mnogih krajih disciplina šibka in neenakomerna. Nekateri poveljniki so zamižali na eno oko, medtem ko so drugi dali prednost hitremu napredovanju namesto preiskovanju zločinov svojih ljudi. Bili so tudi nekdanji sovjetski vojni ujetniki, ki so bili osvobojeni iz nemških taborišč, vendar jih niso takoj obravnavali kot žrtve. Sovjetska vlada jih je sumničila, ker so jih zajeli sovražniki. Nekatere so varnostne sile pregledale, jih poslale v posebna taborišča ali pa so jih takoj vrnili v vojaško službo. Za njih se prepljenje ni takoj končalo, čeprav so bili že osvobojeni iz nemškega ujetništva. V samo nekaj dneh se je situacija okoli Berlina popolnoma spremenila. Glavna obramba na vzhodu je bila prebita, nemške sile so bile obkoljene pri Halbeju. Sovjetska in ameriška vojska sta se srečali pri Elbi, Berlin je bil popolnoma obkoljen, ni bilo več dovolj močne vojske, ki bi lahko rešila mesto. Ni več jasne poti za izhod, toda bitka še ni končana. Naslednje poglavje se ne bo več odvijalo na širokih poljih ali v spetinah.
Zdaj se bo to dogajalo prav na ulicah, v hišah, predorih podzemne železnice, mostovih in porušenih stavbah znotraj Berlina. Ko se je Rdeča armada približevala središču Berlina, je življenje civilistov postajalo vse bolj nevarno. Številne ženske so postale žrtve spolnega nasilja strani nekaterih sovjetskih vojakov. Zgodovinarji se razlikujejo v ocenah glede natančnega števila, vendar je jasno, da je bilo zlorab veliko. Nekateri vojaki so bili kaznovani, vendar večina primerov ni bila nikoli preiskana. Medtem so se v Berlinu že začeli siloviti ulični boji. Mesto ni bilo lahko zavzeti, saj je bilo veliko stavb uničenih, ceste pa so bile blokirane. Veliko nemških branilcev se je skrivalo po hišah, kleteh, železniških postajah, tunelih in na strehah. Rdeča armada je uporabila majhne jurišne enote, ki so jih sestavljali pehota, inženirci, artilerija in oklepna vozila. Namesto da bi vedno hodili po odprtih cestah, so prebijali stene, da so se lahko premikali iz ene stavbe v drugo. Vsak blok je bilo treba zavzeti posebej. Včasih so sovjetski vojaki že nadzorovali eno nadstropje, vendar so bili nemški branilci še vedno v kleti ali zgoraj. Zaradi tega so bili boji počasni in krvavi. Glavni cilj Rdeče armade je bilo središče Berlina, kjer sta bila Reichstag in Hitlerjev bunker. Reichstag je bil pomemben, ker je bil simbol moči Nemčije. Zato je Sovjetska zveza želela tam postaviti svojo zastavo kot jasen znak zmage. Toda preden so to lahko dosegli, so morali prečkati odprt prostor, medtem ko so jih obstreljevali strojnice in artilerija. Ko so vstopili v stavbo, se je boj nadaljeval po stopnicah, hodnikih, sobah in kleti. Na koncu so na vrh Reichstaga izobesili sovjetsko zastavo. 29. aprila se je Hitler poročil z Evo Braun. Naslednji dan, 30. aprila, sta oba naredila samomor v bunkerju. Ni trdnih dokazov, da bi Hitler pobegnil v Argentino ali katero drugo državo. Po njegovi smrti je bil Karl Donitz izbran za novega predsednika Nemčije, medtem ko je Josef Goebbels postal kancler. Vendar skoraj niso imeli več pravega nadzora nad Berlinom. 1. maja so nemški predstavniki poskušali govoriti s sovjetskimi poveljniki. Sovjetska zveza ni pristala na omejen dogovor, zahtevali so popolno kapitulacijo. Ko so pogovori propadli, sta Josef in Magda Goebbels ubila svoje otroke, preden sta naredila samomor. Nekateri nemški vojaki in nacistični uradniki so poskušali pobegniti iz mesta. Nekaterim je uspelo pobegniti, vendar je bilo veliko ubitih, ranjenih, ujetih ali prisiljenih k predaji. Do 2. maja je bilo jasno, da je boj brez smisla. General Helmut Weidling je ukazal preostalim branilcem, naj prenehajo z bojevanjem. Nato je predal Berlin Rdeči armadi. Streljanje je postopoma potihnilo. Civilisti so prišli iz kleti in zaklonišč ter videli pravo razsežnost uničenja. Hiše, stavbe, mostovi, postaje in ceste so bile uničene. Veliko delov mesta je bilo polnih ruševin, uničenih vozil in trupel. Bitka za Berlin se je končala 2. maja 1945, v celotni operaciji pa je umrlo več 10.000 vojakov in civilistov. Težko je določiti natančno število, ker so zapisi neurejeni in veliko ljudi pogrešanih. Vendar je rezultat jasen. Hitler je mrtev. Rdeča armada je že prevzela nadzor nad Berlinom in ni več nobene velike sile, ki bi lahko rešila nacistično Nemčijo. 7. maja so nemški predstavniki podpisali brezpogojno kapitulacijo. Kapitulacijo so ponovno podpisali v Berlinu 8. maja, po moskovskem času je bil takrat že 9. maj. Tukaj se je druga svetovna vojna v Evropi dokončno končala, toda Nemčija se ni takoj vrnila v normalno stanje. Razdeljena je bila na okupacijske cone Združenih držav, Britanije, Francije in Sovjetske zveze. Berlin je bil prav tako razdeljen na zahodni in vzhodni del. Sčasoma sta nastali Zahodna Nemčija in Vzhodna Nemčija. Berlin je postal središče novega spopada, imenovanega Hladna vojna. Zato pa dec Berlina ni končal le Hitlerjeve oblasti, končal je nacistično Nemčijo. Toda odprl je tudi novo delitev Evrope.